Očeta in Sina in Svetega Duha. Amen. Mir z vami. In s tvojim duhom. Dragi bratje in sestre, danes na to nedeljo, 20. med letom, obhajamo tudi god Svetega Roka. Med nami tukaj na Malem gradu lepo pozdravljam gospoda škofa Antona Stresa, pa tudi vse vas, ki smo se zbrali tukaj, da se priporočimo Bogu za milosti, za zdravje na duši in na telesu, za nas, za naše bližnje, pa tudi za vse namene, s katerimi smo sami prišli in poromali tukaj na Mali grad. Sveto mašo bomo darovali za župljane in dobrotnike, ter za pokojnega Ivana Hribarja in vse Valjavčeve. Ko prosimo za zdravje, za varnost proti bolezni in proti vsem nadlogam, pa ne pozabimo niti na našo dušno zdravje, na nevarnosti za našo dušo. Zato na začetku te svete maše prosimo, naj Gospod ozdravi naša srca, naj nas okrepi v veri in ljubezni, da bomo redno obhajali te svete skrivnosti, zato skesano priznajmo svoje grehe in jih obžalujmo. Vsemogočnemu Bogu in vam, bratje in sestre, priznam, da sem grešil v mislih, besedah in dejanju. Mnogo dobrega opustil in slabega storil. Žal mi je, zelo mi je žal. Zato prosim Sveto Devico Marijo, vse angele in svetnike in tudi vas prosite zame Boga, nebeškega Očeta. Usmili se nas vsemogočni Bog, odpusti nam naše grehe in nas privedi v večno življenje. Amen. Gospod, usmili se. Gospod, usmili se. Kristus, usmili se. Kristus, usmili se. Gospod, usmili se. Gospod, usmili se. Slava Bogu na višavah. Čast Očetu na višavi in na zemlji mir ljudem, naj se zliva pošiljavi, milost Božja zrcali. Nebi agnez in očeta, i odjemlje grih sveta. Moje vsaka duša umita, slavo večno iz srca. Molimo. Nebeški Oče, svojo močjo združuješ misli in srca vernih. Podpiraj nas, da bomo vzljubili, kar zapoveduješ, in želeli, kar obljubljaš. Tako se ne bomo navezovali na ta svet, ampak si želeli pravo srečo v tebi. Po našem Gospodu Jezusu Kristusu, tvojem Sinu, ki s teboj v občestvu Svetega Duha živi in kraljuje vekomaj. Amen. Berilo iz knjige preroka Izaija. Tako govori Gospod: pazite na pravico, ravnajte pravično, kajti moje odrešenje bo kmalu prišlo
in moja pravičnost se bo kmalu razodela. Tujce, ki se bodo pridružili Gospodu, da bi mu služili, ljubili Gospodovo ime in bili njegovi služabniki, vse, ki bodo pazili na soboto in je ne bodo skrunili, temveč se bodo držali moje zaveze, bom pripeljal na svojo sveto goro in jih razveseljeval v svoji hiši molitve. Njihove žgalne in klavne daritve bodo prijetne na mojem oltarju, kajti moja hiša se bo imenovala hiša molitve za vsa ljudstva. Božja beseda. Gospod je moj pastir, nič mi ne manjka. Gospod je moj pastir, nič mi ne manjka. Gospod je moj pastir, nič mi ne manjka, na sočne pašnike me vodi. Ob mirnih vodah počivam, poživlja me in osrečuje. Gospod je moj pastir, nič mi ne manjka. Ne bojim se, dokler si ti ob meni, čeprav bi hodil po temnih dolinah. S pastirsko palico in gorjačo me spremljaš, to mi je v pogum in tolažbo. Gospod je moj pastir, nič mi ne manjka. Svojo mizo pred mano pogrinjaš, častiš me v pričo mojih nasprotnikov. Venčaš me in mi glavo maziliš, srce mi prekipiva od sreče. Gospod je moj pastir, nič mi ne manjka. Svojo dobroto in milino me obdajaš, z menoj si vsak čas mojega življenja. V tvoji hiši bom prebival, to je moj dom za vsega čase. Gospod je moj pastir, nič mi ne manjka. Berilo iz pisma apostola Pavla Rimljanom. Bratje in sestre, vam poganom pravim, kolikor sem apostol za pogane, častno izpolnjujem svojo službo, da vzbudim ljubosumnost svojih rojakov in rešim vsaj nekatere izmed njih. Kajti, če je njihovo zavrženje sprava za svet, kaj bo šele njihovo ponovno sprejetje? Mar ne prehod od smrti k življenju? Kajti Bog se ne kesa svojih milostnih darov in svojega klica. Kakor ste bili namreč vi nekoč Bogu neposlušni, zdaj pa ste zaradi neposlušnosti mojih rojakov dosegli usmiljenje, tako so zdaj tudi ti zaradi usmiljenja, ki ste ga bili deležni, postali neposlušni, da bi tudi oni prišli do usmiljenja. Bog je namreč vse vklenil v neposlušnost, da bi vsem izkazal usmiljenje. To je Božja beseda. Bogu hvala. Aleluja, 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 aleluya, 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 aleluya
je oznanjal evangelij kraljestva, ozdravljal je vsakovrstne bolezni med ljudstvom. Aleluja, aleluja, aleluja. Gospod z vami. Iz svetega evangelija po Mateju. Slava tebi, Gospod. Tisti čas se je Jezus umaknil v Tirsko in Sidonsko pokrajino in glej, prišla je kanaanska žena iz tistih krajev in vpila: Gospod, Davidov sin, usmili se me, mojo hčer zelo mučijo hudobni duhovi. Vendar ji ni odgovoril niti besede. Tedaj so pristopili njegovi učenci in ga prosili: odpravi jo, ker vpije za nami. Odgovoril je in dejal: poslan sem le k izgubljenim ovcam Izraelove hiše. Prišla je, padla preden in rekla: Gospod, pomagaj mi. Odgovoril ji je in dejal: ni lepo jemati kruh otrokom in ga metati psom. Ona pa je rekla: tako je, Gospod, pa vendar tudi psički jedo drobtinic, ki padajo z mize njihovih gospodarjev. Tedaj je Jezus odgovoril, rekel ji je: o žena, velika je tvoja vera, zgodi naj se ti, kakor želiš. In njena hči je ozdravela tisto uro. To je Kristusov evangelij. Drage sestre in dragi bratje, danes obhajamo poseben dan, ne le da se zbiramo kot občestvo pri nedeljski Evharistiji, ampak hkrati tudi obhajamo god svetega Roka, kateremu se tako radi priporočamo za naše zdravje, še posebej takrat, kadar smo ogroženi od raznih nalezljivih in kužnih bolezni. Včasih smo mislili, ko smo peli pri telovski procesiji kuge, lakote in vojske, reši nas o Gospod, da to ni več aktualno. Kuge ni več, lakote ni, vojske tudi ne. Toda kako hitro se vse spremeni in vse te nadloge so se zopet pojavile med nami. Ko pa poslušamo današnjo Božjo besedo, je dejansko v ozadju vseh treh beril neki problem, ki ga mi tako ne čutimo, kako so ga čutili takratni ljudje, Judje in pa tudi drugi pogani. Namreč med Judi in pogani je bilo hudo nasprotje. Judje so bili zelo ponosni na to, da so izvoljeno ljudstvo, in so dostikrat s prezirom gledali na nejude, se pravi na pogane. Ampak smo slišali v prvem berilu, da prerok napoveduje, da bo prišel trenutek, ko bodo vsi ljudje, ne samo Judje, vsi ljudje, tudi pogani, deležni iste vere. Isto željo smo slišali v drugem berilu in v današnjem evangeliju nas je mogoče malo šokirala Jezusova beseda, ko je rekel, da ni dobro, da bi se kruh jemal otrokom in vrgel psom. To je trda beseda za naša ušesa. Ampak Judje so ravno pogane imenovali pse in pogani so to vedeli. Zato ta Kananejka sploh ni bila užaljena. Zgleda, kako da je pričakovala najprej, da se bo Jezus nekako tako vzdržal tega, da bi ji takoj prišel na pomoč. Ampak se je vzdržal samo iz taktičnih razlogov, zato da ji je pomagal, da je ona ukrepila svojo vero, kajti morala je vedeti, da je Judom obljubljeno, da bo prišel Mesija odrešenik,
In zato je prišla k Jezusu v veri, da je to sedaj tisti judovski odrešenik, ki ga Judje pričakujejo, in zato je vztrajala, ni se užalila ob tisti prvi trdi besedi, ampak je vztrajala in njena vera, njeno zaupanje je bilo poplačano. Ta zgodba o ženi Kananejki se zelo lepo ujema, bi lahko rekli, z zgodbo svetega Roka, katerega god obhajamo danes. Vidimo ga kot romarja s palico, ki kaže na rano na svoji nogi in na nekih slikah, upodobitvah je tam tudi pes, ki mu prinese kruh. Ta upodobitev uporablja sloni na zgodbi o njegovem življenju. Rodil se je okoli leta 1350 bogatim, vplivnim staršem v Montpellieru v južni Franciji. Montpellier je bil v tistem času zelo ugledno mesto. Tam je bila tudi zelo pomembna univerza, ki je bila znana po medicinskih vedah. Tudi sam se je Rok izobraževal v medicini. 17 leti je ostal brez očeta in matere, ampak je podedoval od njiju zelo lepo premoženje. Oba sta bila bogata in oče je bil velik mestni funkcionar. Mladi Rok je vse to premoženje razdal in se kot romar z blagoslovom krajevnega škofa podal v sveto mesto Rim, da bi romal in da bi se med romanjem posvečeval. Toda Rim je bil takrat brez papeža, saj so papeži prebivali v Avignonu, nedaleč od Montpellierja, v tako imenovanem avignonskem suženjstvu. To so bili hudi časi. Trajala je tako imenovana stoletna vojna, ki je potekala med različnimi plemenitaškimi in vladarskimi hišami po Franciji, severni Italiji in Angliji. Po deželi so plenile in razsajale razne tolpe najetih razbojnikov. Ni bilo nobenega reda, nobene varnosti. Predvsem pa je morila kuga, ki so imenovali črna smrt. Rok je na svojem romanju proti Rimu potoval skozi kraje, ki so bili zelo prizadeti od te kuge, in povsod se je ustavljal, kajti kužni bolniki niso imeli nikogar, ki bi jih negoval in zanje skrbel, saj so vsi bežali proč od njih, in zanje je skrbel tudi svojim medicinskim znanjem mladi Rok. Pa tudi svojo molitvijo je pomagal ljudem in ozdravljal velikokrat čudežno. Enkrat je celo skrenil s poti in šel pomagati v oddaljen kraj, za katerega je izvedel, da je tudi tam izbruhnila kuga in da so vsi zdravi pobegnili ter bolnike pustili same. Tudi v Rimu, kamor je končno prispel, je šel pomagati v rimsko bolnišnico. Ko se je z Rima vračal, je v bližini Piacence tudi sam zbolel in bil prepričan, da bo umrl. Da ne bi nikoga okužil, se je zavlekel v neki gozd in čakal smrti. Toda ljudje so to zvedeli in krajevni plemič mu je s pomočjo psa pošiljal kruh in na to spominja ta upodobitev, in Rok je ozdravel in nadaljeval svojo pot proti domu. Kot romarja, ki seveda takrat ni imel osebne izkaznice ali potnega lista, so ga v kraju Voghera prijeli in po krivici osumili, da je papeški vohun, ker je bil milanski vojvoda, pod katerega je spadal tisti kraj, takrat v vojni s papežem.
Roka so vrgli v ječo, kjer je po 5 letih umrl 16. avgusta leta 1379, star okoli 30 let. Iz tega kratkega opisa njegovega življenja nas nagovarjajo 3 dejstva. Prvič, sveti Rok je bil romar. Vse naše življenje je eno samo romanje. Romar ni potepuh ali pohajač, ampak ve, odkot prihaja in kam gre. Tudi ni navaden potnik, ki potuje po svojih poslovnih zadevah. Ne potuje zaradi sebe, tudi ni turist, ampak romar je tisti, ki potuje iz ljubezni do Boga. Kristjani ne pohajamo po svetu, kot da bi ne vedeli, kam je treba priti. Tudi ne mislimo samo na svoje koristi in na svoje poslovne zadeve. Vemo, da tukaj nimamo stalnega bivališča, ampak romamo proti cilju, kjer bomo srečali Boga. Zato je naše življenje res romanje. Ljudje, ki nimajo vere, ne vedo za smer življenja, mislijo, da na koncu jih čaka nič, nimajo nikamor iti, nimajo nikamor priti, ampak so kot pohajači, ki skušajo na tem svetu se čim bolj udobno namestiti in čim lepše preživeti, dokler gre. Mi pa vemo, da prihajamo od Boga, da se k njemu vračamo in da zato tudi tega cilja ne smemo nikoli izgubiti izpred oči. Vemo, da ima življenje smisel, da imamo cilj, da vemo, zakaj moramo živeti, in to nam daje moč in pogum, da nadaljujemo tudi takrat, ko doživimo nesreče ali celo krivice, kakor jih je doživel sveti Rok, ko je sam zbolel za kugo, ali ko so ga na koncu po krivici obtožili vohunstva in ga je smrt doletela v ječi. Svetemu Roku ni bilo mehko poslano oziroma se je sam odpovedal udobju, ki bi ga lahko užival kot sin in dedič bogatega montpellierskega mestnega funkcionarja. Svoje življenje je hotel posvetiti najbolj plemenitim ciljem in zato se ni ustrašil nevarnosti, za katere je vedel, da prežijo na njegovi romarski poti. Druga misel v zvezi s tem je, da je sveti Rok na svojem potovanju res je potoval, romal, ampak je hkrati mislil, kako bo čim več dobrega naredil. Vztrajno je delal dobro in svojim medicinskim znanjem hitel na pomoč vsem, ki so ga potrebovali, ne glede na nevarnosti, ki so pri tem pretile tudi njemu. Kako on se trudimo mi, da bi naše življenjsko romanje obogatili z dobrimi deli. Pa ne samo, da bi dobro delali, ampak da bi po srcu bili dobri, predvsem s pomočjo svojim bližnjim. Naša prva misel ne more biti iskanje lastnega udobja in varnosti, ampak biti dober človek in izpolnjevati Božjo voljo. Vera brez del je mrtva. Tudi naše potovanje bo lepo in bogato, če ga bomo obogatili z dobrimi deli, s plemenitim srcem. Kadar gremo peš na romanje, če ste daj šli pešačili, ste vedno poiskali bližnjice. Romarji, ki so veliko romali, so tudi poznali poti in so vedeli, kot se pride čim prej. Sveti Rok nas uči, da je ena takih bližnjic, po kateri pridemo najhitreje in najbolj gotovo na cilj življenja k Bogu. Taka bližnjica so naša dela usmiljenja. Ta bližnjica je naša dobrota, naša dejavna ljubezen do bratov in sester v preizkušnjah. Tretjič,
Tretja misel. Preizkušnjam se tudi mi ne moremo izogniti, ne moremo jim ubežati, prej ali slej nas doleti kaj bolečega. Najhujše preizkušnje so tiste, ki pridejo od soljudi, katerim smo delali dobro ali katerim smo hoteli dobro, pa doživimo krivično obsodbo. Bog ve, kaj si je mislil sveti Rok, ko je doživel krivično obsodbo, ki ga je stala življenje. Vse svoje mlado in obetavno življenje je posvetil Božjemu kraljestvu in bolnim bratom in sestram, tudi tujim ljudem, skozi katerih deželo je potoval, ki jih ni poznal, ampak če je nekdo bil v nesreči, mu je priskočil na pomoč in na koncu je od teh ljudi, katerim je želel samo dobro, doživel tako hudo krivico, da ga je stala življenje. Če se kaj podobnega zgodi tudi nam, se ravno tedaj pokaže naša vera in zaupanje v Boga. To je tista najhujša preizkušnja, ki jo je prestal tudi Jezus v svojem trpljenju, a je vendar ohranil vero in zaupanje v Očeta, ki bo imel zadnjo besedo na koncu. Vsega, kar se nam zgodi, ne razumemo. Naša vera pa se pokaže ravno v tem, da tudi v takih okoliščinah, ko vsega ne razumemo in ko bi imeli razlog ali si mislimo, da imamo povod, da bi lahko se razjezili na Boga in na ljudi, da tudi v takih okoliščinah ohranimo stanovitnost, zvestobo Bogu, pogum in zaupanje v njegovo previdnost. Na koncu bo se razodela Božja ljubezen. Po Rokovi smrti so ljudje spoznali in zvedeli, kdo je bil ta skrivnostni romar, ki je povsod delil dobrote in usmiljenje. Zato so ga začeli častiti kot svetnika in se mu priporočati, kakor tudi mi danes po 647 letih od njegove smrti. Naj tudi nam izprosi zdravja na duši in na telesu. In to zdravje na duši pa je predvsem velika mera vere, ki jo potrebujemo v življenju, zaupanja, velikodušnosti, dobrote in usmiljenja, ter zvestobe in stanovitnosti v preizkušnjah. Amen. Verujem v enega Boga, Očeta vsemogočnega, stvarnika nebes in zemlje, vseh vidnih in nevidnih stvari, in v enega Gospoda Jezusa Kristusa, edinorojenega Sina Božjega, ki je iz Očeta rojen pred vsemi veki in je Bog od Boga, luč od luči, pravi Bog od pravega Boga, rojen neustvarjen, enega bistva z Očetom in je po njem vse ustvarjeno. In nas ljudi in zaradi našega zveličanja prišel iz nebes in se utelesil po Svetem Duhu iz Marije Device in postal človek. Bil je tudi križan za nas, pod Poncijem Pilatom je trpel in bil grob položen. In tretji dan je od mrtvih vstal po pričevanju pisma. In je šel v nebesa, sedi na desnici Očetovi in bo spet prišel v slavi soditi žive in mrtve in njegovemu kraljestvu ne bo konca. In Svetega Duha, Gospoda, ki oživlja, ki izhaja iz Očeta in Sina, ki ga z Očetom in Sinom molimo in slavimo, ki je govoril po prerokih. In v eno sveto katoliško in apostolsko cerkev priznavam en krst v odpuščanje grehov in pričakujem stajenja mrtvih in življenje v prihodnjem veku. Amen. Bratje in sestre, sveti Rok
nam je zgled nesebičnega služenja najbolj nemočnim. Na njegov god prosimo Gospoda. Podari svoji cerkvi plemenitih duhovnikov, ki se bodo zavzemali za pomoč najšibkejšim. Varuj našo domovino pred naravnimi nesrečami, boleznimi in vojnami. Blagoslavljaj delo zdravnikov in jim v preizkušnjah stoj ob strani. Bodi blizu vsem neozdravljivo bolnim in jim pomagaj na priprošnjo svetega Roka. Potolaži svojo bližino vse, ki žalujejo zaradi izgube svojih bližnjih. Gospod Bog, naj po zgledu svetega Roka vztrajamo v ljubezni do Tebe in svoje moči podarjamo bližnjim. Po Kristusu našem Gospodu. Molite, bratje in sestre, da Bog vsemogočni Oče sprejme našo daritev. Sprejmi, Gospod, daritev iz svojih rok, hvala in čast svojemu imenu, upravljati nam in vse svoje sveti cerkvi. Večni Bog, z eno daritvijo Jezusa Kristusa si za vselej pridobil zase ljudstvo nove zaveze. Podari svoji cerkvi mir in edinost, po Kristusu našem Gospodu. Amen. Gospod z vami. I svojim duhom. Višku srca. Zahvalimo se Gospodu našemu Bogu. Zadovolji se i pravično je. Res je spodobinje pravično, primirno in zveličavno, da se ti vedno in povsod zahvaljujemo. Gospod sveti Oče vsemogočni in večni Bog, po našem Gospodu Jezusu Kristusu.
Čudovita je njegova velikonočna skrivnost. Rešil nas je jarma greha in smrti in poklical toliko slavo, da smo zdaj izvoljen rod, kraljevo duhovništvo, svet narod in pridobljeno ljudstvo. Poklical si nas iz teme v svojo čudovito svetlobo, da povsod oznanjamo tvoja slavna dela. Zato z angeli in nad angeli in vsemi nebeškimi izbori pojemo hvalnico tvojemu veličastvu in nenehno vzklikamo. Resnično si svet, Gospod naš Bog, vir vse svetosti, zato te zbrani na prvi dan v tednu, ko je Kristus stal od mrtvih, prosimo, posveti po svojem duhu te darove, da nam postanejo telo in kri našega Gospoda Jezusa Kristusa. Ko je šel prostovoljno v trpljenje, je vzel kruh, se zahvalil, ga razlomil, dal svojim učencem in rekel: vzemite in jejte, od tega vsi, to je moje telo, ki se daje za vas. Prav tako je po večerji vzel kelih, se spet zahvalil, ga dal svojim učencem in rekel: vzemite in pijte iz njega vsi, to je kelih moje krvi, nove in večne zaveze, ki se za vas in za vse preliva v odpuščanje grehov. To delajte v moj spomin. Skrivnost vera. Tvojo smrto znanjamo, Gospod, in tvoje vstajenje slavimo, dokler ne pride s nami. Sveti Oče, spominjamo se Kristusove smrti in vstajanja. Darujemo ti kruh življenja in kelih zveličanja. Zahvaljujemo se ti, da smemo biti tu pred teboj in ti služiti. Ponižno prosimo, naj nas Sveti Duh po prejemu Kristusovega telesa in njegove krvi združi, da bomo vsi eno. Spomni se, Gospod, svoje cerkve, razširjene po vsem svetu, s popolnjo ljubezni skupaj z našim papežem Leonom,
našim škofom Stanislavom, tukaj navzočim škofom Antonom, vsem škofovskim zborom in vsemi, ki služijo oltarju. Spomni se tudi naših bratov in sester, ki so zaspali v upanju na vstajenje, in vseh ljudi, ki so umrli v tvoji milosti, in jim daj, da bodo gledali tvoje obličje. Prosimo te, usmili se nas vseh, da bomo v večnem življenju skupaj z Božjo Materjo Devico Marijo, svetim Jožefom, njenim možem, z apostoli, našimi krstnimi zavetniki, svetim Rokom in vsemi svetimi, ki so živeli v tvoji ljubezni, in te bomo hvalili in slavili po tvojem Sinu, Jezusu Kristusu. Po Kristusu, s Kristusom in Kristusu, tebi vsemogočnemu Bogu Očetu, v občestvu Svetega Duha, vsa čast in slava na vse veke vekov. Zdaj pa skupaj kličimo Boga za svojega Očeta in molimo, kot nas uči moliti sam Gospod Jezus. Oče naš, ki si v nebesih, posvečeno bodi tvoje ime, pridi k nam tvoje kraljestvo, zgodi se tvoja volja, kakor v nebesih, tako na zemlji. Daj nam danes na vsakdanji kruh in odpusti nam naše dolge, kakor tudi mi odpuščamo svojim dolžnikom, in ne vpelji nas v skušnjavo, temveč reši nas hudega. Reši nas vsega hudega, vsemogočni Oče. Podari nam mir v naših dneh. Usmiljeno pomagaj, da bomo vedno prosti greha in bomo varni pred vsakim nemirom, ko polni blaženega upanja pričakujemo prihod našega odrešenika Jezusa Kristusa. Tvoje je kraljestvo, tvoje je oblast in slava vekoma. Gospod Jezus Kristus svojim apostolom si rekel, mir vam zapustim, svoj mir vam dam. Ne glej na naše grehe, ampak na vero svoje cerkve. Utrdi jo v miru in jo vodi k popolni edinosti, da se izpolni tvoja volja, ki živiš in kraljuješ vekomaj. Amen. Gospodov mir bodi vedno z vami. In s tvojim duhom. Jezus pravi in obljublja, da nam daje mir, kakršnega svet ne more dati. Kakšen je ta svet, ta mir, ki ga ponuja ta svet, vidimo v svetu, v katerem živimo, kjer tega miru ni. Zato si toliko bolj zaželimo Jezusovega Božjega miru zase in za nas vse, za vse nas, ki smo tukaj zbrani in si v tej želji s to prošnjo drug drugemu pokažemo, da si želimo vse dobro. Jagnje Božje, ki odjemlješ grihe sveta, Jagnje Božje, ki odjemlješ grihe sveta, usmili se nas. Jagnje Božje, ki odjemlješ grihe sveta, Glejte, jagnje Božje, ki odjemlje grehe sveta. Gospod, nisem vreden, da prideš meni, ampak reci le besedo in ozdravljena bo moja duša. Kdor uživa ta kruh, bo živel vekomaj.
Christus magor.
Dobri Oče, po zakramentu svojega usmiljenja nas ozdravi. Ponavljaj in prenavljaj nas in ohranjaj v svoji ljubezni, da bomo vedno živeli, kakor je tebi všeč. Po Kristusu našem Gospodu. Ob koncu današnje slovesnosti najprej iskrena zahvala gospodu škofu Antonu, da ste se danes udeležili in prišli med nas. Sem slišal, da prvič, lepo dobrodošli, upam, da še kdaj. Tudi Bog na priprošnjo svetega Roka da zdravja na dušne telesu, pa vseh potrebnih moči pa milosti. Tudi vsem vam, ki ste se udeležili tega bogoslužja, naj Bog naklanja svojih milosti, ne samo za danes, ampak tudi za vse naše romanje. V tednu, ki je pred nami, jutri goduje Beatrika Devica, v torek Helena Cesarica, Alenka, v sredo Janez Ed, v četrtek Bernard Opatin, cerkveni učitelj, v petek papež Pij X, v soboto, teden dni po Marijinemu nebozetju, pa obhajamo god Device Marije Kraljice. Prihodnja nedelja bo 21. nedelja med letom, tudi dan spomina na žrtve totalitarističnih režimov, tako v Kamniku kot v Tunicah bo tudi krščevanje. Naj bo tudi ta naša današnja slovesnost, pa tudi vse naše življenje, tudi v varstvu Božje naše Matere Marije. Zato se tudi radi priporočimo, tako kot smo včeraj obnovili posvetitev vsega naroda Mariji, pa tudi danes osebno znova se izročimo Marijino varstvo, nas same, naše bližnje, tudi tiste, ki se še niso odprli Božji ljubezni, pa vse preizkušane, bolne, trpeče. Po tvoje varstvo pribežimo, sveta Božja porodnica, ne zavrzi naših prošenj, naših potrebah, temveč reši nas vseh nevarnosti. Oče stitljiva in blagoslovljena Devica, naša Gospa, naša srednica, naša besednica, svojim sinom nas pravi, svojemu sinu nas priporoči, svojemu sinu nas izroči. Prosi za nas, sveta Božja porodnica, da postanemo vredni ljub Kristusovi. Marija brez madeža spočeta, prosi za nas, ki se k tebi zatekamo. Kraljica miru, sveta Ana, Prosi za nas. sveti Jakob, Prosi za nas. vsi angeli in svetniki Božji, prosite za nas. Drage sestre in dragi bratje, tudi jaz vam želim še naprej lepo nedeljo, Gospodov dan, in naj vas Božji blagoslov na priprošnjo svetega Roka spremlja na vsakem koraku vašega življenja. Gospod z vami. Bog, ki je slava in sreča svetnikov, nam je dal opravljati današnjo slovesnost v spomin svetega Roka. Naj vas vedno blagoslavlja. Priprošnja svetega Roka in vseh svetnikov naj vas rešuje sedanjega zla. Njihov zgled naj vas spodbuja k svetemu življenju, da boste vedno vneto služili Bogu in ljudem. Bog vam daj, da bi se skupaj s svetim Rokom in vsemi svetimi radovali v tisti domovini, ki jo je Bog pripravil otrokom svoje cerkve. To naj vam podeli vsemogočni Bog, Oče in Sin in Sveti Duh. Pojdite v miru.